Ko rečemo ples ob drogu, navadno pomislimo na slačji klube in prostitucijo. Čeprav izvora plesa ob drogu ni mogoče enoznačno določiti, ni sporno, da gre v resnici za vse bolj priljubljeno plesno in športno disciplino, primerno za vsakogar. Ni nekih omejitev. Stari, mladi, moški, ženski spol, kdor ima voljo, komur je to všeč, ni nekih omejitev. Vsak lahko naredi svoj stil, lahko naredi bolj športno, lahko naredi bolj plesno, lahko naredi bolj seksi, lahko ne. To je čist stvar okusa, kako si ti ustvariš svoj stil. Zveni preprosto, a vse vendarle ni tako, kot se zdi. Na drogu je tudi veliko poškodb. Zvita zapestja in kolena, padci, natrgane mišice, vezi in odrgnine. Pri vadbi se nahajate visoko na tlemi in obrnjeni z glavo navzdol. Padec v takem položaju je lahko usoden, zato je potrebno budno trenerjevo oko. Ja, problem je pač, se pravi, elementi vidiš v polni izvedbi. In ko ga probaš narediti, ne veš, a moraš roko obrniti dol, a moraš obrniti gor. A se primeš pod kolenom, a se primeš z gležnjem. Kaj moraš paziti pri trebuhu, pri hrbtu, kako greš gor, kako greš dol. Hitro pride do kakšne poškodbe, če se ne držiš prav, ker nimaš dosti moči in popusti. Tako da v bistvu lahko pogledaš element na internetu in ga probaš narediti, ampak je potencial za poškodbo veliko večji, kakor če imaš nekoga zraven, ki ti zna metodični postopek povedati, kako počasi pride do enega elementa s predvajami. Ogrevanje in raztezanje je obvezno. Pri vadbi na drogu uporabljamo le težo telesa, ki je izjemno učinkovita za oblikovanje in krepitev mišic. O tem, da je drog privlačen tudi za moške, priča zgodba prvega moškega plesalca na drogu pri nas. Mi je prijateljica enkrat me povabila sem v Polden studio Ljubljana in sem videl punce, kako miga. Potem sem pa jaz to malo po moško prilagodil, malo pogledal po spletu, kaj se dogaja. Potem pa sem šel še v Zagreb na izobraževanje in počasno začel razvijati. Tomi je v zelo kratkem času postal najbolj prepoznaven akrobat in plesalec na drogu. Zaupal nam je skrivnost za doseganje nadpovprečnih rezultatov in oblikovanje telesa, kakršnega se ne bi sramoval niti kakšen grški mitski junak. Brez dela ni ničesar. Jaz osebno treniram 3 do 4 ure na dan. Tako da plus vsak dan, ko imam opravka ših pa vse, se takoj odpravim v Novo mesto Ljubljana, odvisno kaj je na seznamu treninga in opravim en kvaliteten trening. Zvečer pa samo umrem. In to je zame, jaz sem srečen ob tem, zato da bo lažje drugi razumeli. Noben me ne sili v to, to je moja volja in res uživam v tem. Medtem ko smo Tomija pustili, da se ogreje za podiranje Guinnessovega rekorda, ki si ga bomo ogledali malo kasneje, smo dekleta vprašali, koliko ples ob drogu ženskam spremeni kakovost življenja. Zelo. To pa jaz sem že takoj na začetku, ko sem probala, sem rekla, to bi mogla vsaka ženska dati vsaj 1 mesec, 2 meseca skozi. Že samo zaradi samozavedanja, da se sprejmeš tak, ko si, da lahko pogledaš v ogledalo in rečeš, evo, tukaj sem, rada se imam, glavo gor, da ni te sram, pa ne veš, a bi gor pogledal ali ne. Čist v bistvu samozavedanje, samo sprejemanje, pa mogoče mehkoba giba, čist v plesu, že sama hoja po cesti, da dvigneš glavo, rame nazaj, pa greš, da ni sramu. Kako je ples ob drogu sprejela okolica? Oče je bil, na primer, v skrbeh, je rekel, pazi, da ne bo šlo to v napačno smer. Sem rekla, lej, smo v fitnessu, ne sej, potem takoj, ko sem mu pokazala na raznih spletnih portalih in tako dejanski nastop na svetovnem prvenstvu in zmagovalko, oziroma tiste bolj v špici, je bilo wow, kaj to vse delajo gor. Ampak valjda prva opazka drog,
to je nekaj sumljivo, to ne bi bilo lih najboljš. Drugače pa ponovadi kaj, kakšni sošolci so bili, ja, se slača tudi učite, kam te pa lahko pridemo pogledat. Na ta način, kdaj bo kakšen nastop. Ampak to so bolj tako, niso niti toliko, se mi niso zdele toliko opaske v smislu zaničevanja, kakor bolj tako malo pohecat pa firbac, ja. Ples ob drogu je že tekmovalna disciplina. Ocenjuje se estetiko nastopa in zahtevnost figur. V bistvu kar se tekmovanja tiče, takole je. Se ocenjuje oziroma že vprej, trenutno v Sloveniji ni bilo sicer tako, načeloma pa v tekmovanjah so že prej določene elemente, katere elemente se bojo izvajali na drogo. Vsak element ima določene točke, število točk, kako se ocenjuje, pol se tiste točke seštevajo in pol dobimo končni rezultat. Načeloma se ocenjuje odvisno od tekmovanja. Če je to nek art zadeva, pol se ocenjuje celoten izgled, če je to fitness varianta, pol se ocenjuje moč, sposobnost, težji element, težji je, več točk dobiš. Plesno-gimnastične koreografije so sestavljene iz različnih elementov. Eden je human flag, to, ko stojim v zastavi, s tem upravljam zastava. Tisti, ki se zadržim, je šark, potem tale je, ki se držim tako naprej, je dragon flag, potem pa so razno vrtenja in podobno. Drog je lahko statičen ali vrteč. Po zahtevnosti sta zelo različna. Ker je v bistvu na vrtljivem rabiš stabilizacijo zraven, na vrtljivem imaš ti pogon, sicer za let je lepši, ampak je potem stabilizacija trupa in drže toliko več moči potrebne, ker te še centrifugalna sila toliko bolj ven vleče, ker ti v bistvu nimaš nadzora, ker ne moreš bremzati, drog se vrti, kakor se vrti. Potem pa bolj stran, ko greš od droga, počasneje gre, bližje, ko greš, hitreje gre. Tako, kot pri umetnostnem drsanju, ista teorija. In ti, Tomi? Kateri drog imaš raje? Meni osebno odgovarja vrteči drog. Mogoče je potrebno več moči, ampak več fantazije se da izvajati. In to je zame bomba, Ples ali vadba na drogu je dejavnost za tiste, ki se znajo spopasti z izzivi in krepiti tako duha kot telo. Če so zato še dobrega videza, s tem ni nič narobe. Na drogu je mogoče doseči tudi vrhunsko telesno pripravljenost in naskakovati najboljše svetovne rezultate, kar je z neuradnim Guinnessovim rekordom v sklecah na drogu pokazal in dokazal tudi Tomi Mihičinac. Premierno in ekskluzivno je za spletno TV izvedel 14 sklec na drogu, kar 2 več od trenutnega rekorda. V human flagu, se pravi zastavi, sem zaznal na internetu, da je svetovni rekord 12. Jaz sem se že enkrat lotil doma, mi je ratalo 15. Ne glede na to, ali drog uporabite za ples ali telovadbo, je v vsakem primeru nadvse lepo darilo, ki ga podarite sebi in svojemu telesu. Drog si lahko tudi izposodite in z njim začinite večerne urice v dvoje. A previdno, dekleta in fantje, v prispevku so inštruktorji z leti vaj in izkušenj.